Predsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Naj začnem s tem, da izrekam veliko zahvalo stranki SDS, predvsem pa njenemu predsedniku, gospodu Janezu Janši, da nas je danes spomnil na vse tisto, čemur so rekli ljudje ne pred letom dni. Danes naj bi bil dan, ko naj bi se pogovarjali o interpelaciji te vlade. Predsednik stranke SDS, gospod Janez Janša, je to uporabil zakaj? Za obračun s civilno družbo. Kako znano. In prav je, da nas je spomnil vse na to, v čem je razlika med to vlado in to koalicijo in med stranko SDS. Med tistimi, ki verjamemo v to, da je civilna družba sestavni del vsake civilizirane, demokratične in pravne države, in med tistimi, ki verjamejo samo v svojo resnico. Jaz si zelo želim, da tega nikoli ne pozabimo. Ne zaradi te vlade, ampak zaradi te države. V interpelaciji je 60% teksta namenjeno Muzeju osamosvojitve. 2% je namenjeno temu, kar je ljudi najbolj muči, to je zdravstvo. To pove vse o prioritetah ene stranke in naše koalicije, kjer je vrstni red ravno obrnjen, in o tem bom tudi kasneje govoril. In še čisto za začetek in konec o muzeju, ker potem ne bom več spregovoril besede. Muzej osamosvojitve ni bil ukinjen. Združenje z muzejem o slovenski zgodovini, ker je tja, kamor osamosvojitev spada, v muzej zgodovine, zato da se bo tam po strokovnih načelih tudi obravnavala, ker osamosvojitev ni bila nikoli projekt ene stranke, zato pa je uspela, ker ni bila projekt ene stranke, ampak celotne nacije. In nihče nima pravice, da si lasti nekaj, kar je v resnici rezultat cele nacije, niti SDS. In mimogrede, ta prenos in to združitev so podprle vse največje veteranska združenja, tako Zveza veteranov kot tudi Zveza Sever. Večina veteranov se natančno zaveda, kaj se je dogajalo med osamosvojitvijo in da brez nacionalnega konsenza ne bi bila nikoli izpeljana. Samo ena stranka je tista, ki verjame, da je možno v manjšini dosegati tako zgodovinske in prelomne trenutke. Na srečo jo zgodovina vedno znova postavi na laž. Sem pa hvaležen, ker lahko danes govorimo o tem, kaj je resnica, tudi o delu te vlade. Ker ta resnica marsikdaj žal ne pride do ljudi, tudi zaradi ugrabljenega RTV-ja. Ampak tudi to se bo spremenilo. In resnica tudi danes bo prišla do ljudi. Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je 1. 6. lansko leto. Takrat je bil potrjen mandat te vlade. Ta isti dan je vlada Janeza Janše imela zjutraj, dopoldan, še zadnjo sejo. Samo v zadnjem tednu, že zdavnaj po volitvah, že zdavnaj po tem, ko so ljudje rekli ne, je bilo opravljenih 7 sej, tudi med vikendi, 7 sej, neizmerno se je mudilo, več kot 200 zadev. Katerih že? Kadrovske rošade, napredovanja, dvigi plač za zaslužne, tako strašno se je mudilo. Po tem, ko sem bil potrjen za mandatarja in daleč po volitvah. 7 sej v zadnjem tednu, brez kakršnekoli legitimne pravice. To je realnost prejšnje vlade. Ja, in nekaterim v SDS-u se še danes zdi zabavno, kako so fajn harali zadnji teden. Pa je bil res zadnji, ne skrbeti. Kako se je nadaljevalo celo poletje so bili vlagani zakoni,
za katere prej ni bilo časa, z enim samim namenom, več kot 30 jih je bilo, da se blokira delo parlamenta. Med njimi je bil vložen tudi zakon, ki je kasneje padel na referendumu. To je bil zakon o tem, da se zaustavi formiranje vlade. Z enim samim namenom, blokada na blokado na blokado. In ta čas, ko je bil parlament zablokiran strani opozicije, je vlada delala. Vlada, čeprav okrnjena, je delala. Delala je na vzpostavitvi pravne države in na odpravi krivic, ki jih je prejšnja vlada povzročila civilni družbi in ljudem. In tega ljudje ne smejo nikoli pozabiti. 62 tisoč glob je bilo izdanih. 62 tisoč glob je bilo izdanih za prekrške med covid obdobjem. Ljudem so izdali nalog za več kot 5 milijonov evrov. 1,5 milijona so jih celo pobrali. Tožilcev seveda niso imenovali, ne v Evropo, ne v Sloveniji, ker se nekdo boji tožilcev. Boljše, da jih je manj, da ne morejo delati. Mi smo jih imenovali in pripravili smo zakon, ki je v vladni proceduri, s katerim bomo vse globe, ne samo črtali tiste, ki še niso bile plačane, ampak tudi tiste, ki so bile, vrnili ljudem. To je realnost blokade na eni strani, to vam gre dobro, da se strinjam, in odpravljanja krivic in vere v pravno državo na drugi strani. Kako se je nadaljevalo? Ta čas, ko smo se mi borili s sušo v slovenski Istri in jo rešili, takrat, ko nihče ni verjel, da je to rešljivo. In ta čas, ko smo se borili s požari na Krasu, ste vi blokirali parlament z zahtevami o posvetovalnih in zakonodajnih referendumih. Ker je to vse, kar znate. Ta čas, ko smo obljubili, da se ne bo ponovila zgodba, ki je pripeljala do tega, da nismo imeli podpore iz zraka, ste se vi borili z blokadami v parlamentu in blokirali delo vlade. Potem je prišla jesen. Vlagali ste referendume in mimogrede doživljali poraz za porazom na politični sceni. Ampak vlada se ni ukvarjala z vašimi porazi. Vlada se je ukvarjala s čim? Z bombastičnimi napovedmi, da zeblo nas bo. Ne bomo imeli kje se ogrevati, ne bomo imeli električne energije. Na koncu se je izkazalo kaj? Ne samo, da imamo eno najcenejših energij v Evropi. Pri tem se je vmes ves čas zavajalo, da to ni res, ampak so dejstva neizprosna. Tudi energijska oskrba ni niti za trenutek bila ogrožena. V Sloveniji danes ne samo, da so bile cene energije zamrznjene v lanskem letu, tudi celo letošnje leto se ne bodo premaknile niti za 1 cent. Ostajajo enako nizke. Ampak resnica včasih ne pride do ljudi. Zato, ker je manipulacija in ustrahovanje, ki se ga gre en del slovenske politične scene, pač stalnica. V tem času smo znižali trošarine, DDV in dajatve na pogonskih gorivih, na bencinu in dizlu. In glejte zlomka, imamo cenejšo nafto in bencin za več kot 20% od naših zahodnih in severne sosede. A se čudimo, zakaj so vrste na naših črpalkah v obmejnih krajih? Zato, ker imamo Slovenci in Slovenke cenejšo bencin in nafto. Sicer ne bi zahodni sosedje hodili tankat, upam, da je to celo vam jasno. Če bi mi kdo vklopil nazaj, bi bilo fajn. Zadnji vam? Okej, cool. V tem času je bilo govora o tem, da bo recesija. Napovedi so bile katastrofične, gospodarstvo se bo ustavilo. Najmanj, kar je, bo sledil, če ne že sončni mrk, pa gospodarski mrk.
In glej zlomka, ravno zaradi ukrepanja te vlade je prišlo do tega, da se je situacija gospodarska v Sloveniji gibala bistveno bolje od povprečja v Evropi. Samo zaradi delovanja vlade je prišlo do tega, sicer bi bili za povprečje Evrope. Vmes se je govorilo, da zaradi ukrajinske vojne bo prišlo do kolapsa na področju hrane. Uvedli smo košarico, s katero smo želeli spremljati, kaj se dejansko dogaja pri ceni za osnovna živila. Nekateri mediji so se temu posmehovali, nekateri se temu posmehujejo še danes, ampak podatki so pa neizprosni. Za skoraj 25% so se od septembra cene hrane, ki sicer raste, na žalost, vse ostalo raste, ampak za to hrano, za ta živila, ki so v košarici, so se cene spustile za 25%. Nekateri se smejejo, ker jim je to vseeno. Ta podatek pove vse o tem, koliko razumete. In kateri podatek vam še pove, da so cene dejansko nižje, kot so v soseščini, ta, kako hodijo k nam kupovati tako Hrvati kot Avstrijci. A spet verjamemo, da so oboji neumni, pa hodijo k nam kupovati hrano zato, ker je ta dražja? Ni res, ne hodijo. Okej, ne hodijo. Lahko lepo prosim za mir, tudi gospoda Janšo smo vsi poslušali. Nadaljujte. Z veseljem smo poslušali, ker nas je vse spomnilo na to, čemu smo se izognili 24. aprila. Slovenski kmetje, od katerih je seveda pridelava slovenske hrane najbolj ključna, zaradi njih jo imamo in zato smo njim med prvimi priskočili na pomoč. Več kot 40 milijonov evrov neposrednih, nepovratnih sredstev smo dali v drugi polovici leta, lani, samo slovenskim kmetom. Od čebelarjev do ribičev, od živinorejcev pa do zelenjadarjev. Slovenski kmetje so bili deležni izjemne neposredne pomoči v lanskem letu zaradi posledic ukrajinske vojne, ki so jim bili izpostavljeni. Ampak glej, neverjetno, potem, ko so v opoziciji izgubili predsedniške volitve, lokalne volitve, referendume, potem, ko je bilo vseh porazov konec, so se začele manipulacije in ustrahovanja. Tudi manipulacije z sindikati, nekaterimi redkimi sindikati javnega sektorja. Pa čeprav je ta vlada za popravo krivic, plačnih krivic v javnem sektorju namenila 600 milijonov v lanskem in letošnjem letu. Pa kljub temu nekateri sindikati v veliki manjšini so začeli vzpostavljati na ulici zahteve, ki niso imele nobene veze z dejanskim stanjem. Ker se je strategija iz političnega boja očitno prenesla na ulico in v manipulacijo, v ugrabljenih medijih in ustrahovanje ljudi. In prav je, da se tega vsi zavedamo in da se ne pozabijo dejstva, koliko tudi materialnih koristi je ta vlada prinesla tako kmetom kot tudi uslužbencem v javnem sektorju. Govori se o tem, da so razmere v državi neznosne za življenje. Ampak ta graf o gibanju minimalne plače pove vse. Še nikoli do zdaj se minimalna plača ni toliko dvignila kot v mandatu te vlade. Več kot 100 evrov mesečno neto je bil dvig minimalne plače. In del te zasluge ni šel neposredno iz dviga delodajalcev, ampak iz
davčne reforme, ki je bila izvedena s 1. januarjem letos. In ta davčna reforma, ki je bila že izvedena, je naredila samo dve stvari. Dvignila je neto prihodke, ker jim je zvišala davčno olajšavo najrevnejšim. Dvignila je neto prihodke večini, 2/3 Slovencem in Slovenkam. In povišala je obremenitev tistim 2%, ki imajo največ. In to je tisto, kar smo obljubili na začetku mandata, v resnici že pred volitvami. Poskrbeli bomo za večino, ki ima manj, in vzeli bomo tistim, ki lahko prispevajo več. In to je bistvo vsega, kar smo naredili s 1. januarjem. Ampak nekateri se pač borijo za manjšino, ki je privilegirana, raje, kot da bi mislili na večino. Podobno kot se manipulira v javnem sektorju in pri kmetih, podobno se žal manipulira s starejšimi. Ravno v obdobju, ko so deležni najvišjega povišanja pokojnin kadarkoli, in ravno v obdobju, ko smo jasno napovedali in koalicijsko pogodbo zapisali, da se bo minimalna pokojnina za polno delovno dobo dvignila na 700 evrov ali več v letošnjem letu, se žal z njimi najbolj manipulira. Meni je strašno, ko vidim res dedke in babice, ki stojijo na ulici, zato ker jih je nekdo zmanipuliral. In ja, tudi jaz dobivam pisma zgroženih vnukov o tem, kaj se dogaja. Kako je možno, dokler ne dobijo podatkov in potem se čudijo, zato ker je lažje manipulirati starejše. Ne glede na to, da so ravno sedaj temu področju namenjena največja sredstva kadarkoli v zgodovini. In natančno tako. Tule si poglejte inflacijo Slovenije in sosednjih držav. Slovenija je modra, slučajno je na dnu, ker je inflacija v Sloveniji najnižja v primerjavi z vsemi sosednjimi državami. Pa Madžarsko smo izpustili, ker je ta inflacija dvakratnik in samo popači celo sliko. Žal imajo Madžari 25% inflacijo, medtem ko jo imamo mi pod 10%. In jo imajo vse sosednje države, vključno z Avstrijo in Italijo, ne samo Hrvaška, višjo od nas. Ti podatki povejo natančno vse, ne glede na to, da resnica mogoče ne pride do ljudi, zato ker so mediji ugrabljeni še vedno. Vsaj nekateri. Ampak to so dejstva. In toliko o recesiji. Ne samo, da so gospodarske rasti višje od povprečja. Stopnja brezposelnosti v državi ni bila še nikoli tako nizka. Še nikoli do zdaj ni imelo toliko ljudi delo. Dvakrat nižja je stopnja brezposelnosti, kot je to povprečje v Evropski uniji. Dvakrat nižja. In potem pridemo z zakonom o tujcih, s katerim naredimo kaj? Olajšamo birokratske postopke za zaposlovanje tujcev v predvsem javnem storitvenem servisu, to je v zdravstvu in negi, ker tukaj pač žal nimamo delovne sile. In kdo je tisti, ki nasprotuje temu zakonu? Desnica. Kdo je tisti, ki želi pomagati gospodarstvu in javnemu sektorju? Koalicija in vlada. S tem, da bomo točno to vprašanje pomanjkanja delovne sile, o katerem lahko beremo vsak dan, naslovili. Ker je edini način ta, da olajšamo birokratske postopke. Da. In posledica tega je, da tudi gospodarska rast v Sloveniji bistveno višja od gospodarske rasti v Evropski uniji. Ko bomo zdaj, ko je zakon končno včeraj bil sprejet, kljub nasprotovanju SDS, ko bomo sedaj lahko sprostili uvoz delovne sile, verjamem, da bo gospodarska rast v Sloveniji dobila nov zagon. In ves čas, kljub krizi in predvsem zaradi krize, spodbujamo vlaganja. Vlaganja v zeleni prehod, v prestrukturiranje slovenske industrije in v nova delovna mesta. Samo v zadnjih mesecih je bilo samo na področju tujih naložb sproščeno za več 100 milijonov. Tujih naložb. Ne samo avtomobilska industrija, ki jo vsi poznamo.
Ne samo farmacevtska industrija, za katero vsi vemo, celo lesna predelovalna industrija je zagnala investicijski cikel, ker je to način, kako bomo blaginjo, za katero si prizadevamo vsi, dejansko lahko dosegli samo skozi spodbujanje neposrednih investicij v gospodarstvu. Ja, in ravno včeraj smo z Gospodarsko zbornico in vsemi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji, vsemi, podpisali sporazum. Sporazum, na kakšen način bomo dosegli dodano vrednost v višini 88 tisoč evrov na zaposlenega. In ja, jaz vem, da se vsi vi spomnite, kako so se nekateri posmehovali, ko smo pred volitvami obljubljali, da bomo Slovenijo približali na 100 tisoč dodane vrednosti. Včeraj smo z vsemi inštitucijami dosegli soglasje, da je 88 tisoč nekaj, kar je dosegljivega. Predtem so bile napovedi prejšnje vlade 60 tisoč. Predtem so bile napovedi, da dajemo ostati narod hlapcev z nizkimi plačami. Ne pod to vlado. Mi bomo vlagali v delovna mesta prihodnosti, ki bo imelo visoko dodano vrednost, ki bojo omogočile javne servise na sedanjem nivoju in ki bojo omogočile, da bojo ne samo mladi, ampak vsi dobivali višje plače. Samo z višjo dodano vrednostjo pridemo do tja. In zeleni prehod je tista formula, po kateri bomo do tja prišli. Kajti sredstva, ki so danes na razpolago za investicije v prestrukturiranje industrije, tudi energetsko intenzivne, so enormna. Na razpolago je več kot milijarda sredstev, pretežno evropskih, s katerim lahko pomagamo naši industriji, da se prestrukturira in da bo še naprej vodilna v svetu, ne samo v Evropi. Ampak podnebna kriza ni samo spodbujanje investicij. Podnebna kriza je tudi soočanje s posledicami. In suša, ki je lani pestila slovensko Istro, ne prvič, je eno od tistih področij, kjer z veseljem povemo, da smo se odzvali hitro in odločno. In če tega mogoče ne vidite vi, vidijo to prebivalci na obali. V tem času smo uspeli zagotoviti več kot 90 milijonov evropskih sredstev, s katerimi bomo uredili oskrbo s pitno vodo na obali. In to brez megalomanskih vodnih zajetij. Samo s povezovanjem in optimizacijo tega, česar že imamo. Povezovanje s kraškim vodovodnim sistemom in notranjskim vodovodnim sistemom. 92 milijonov, s katerim bomo uredili tisto, kar je bilo žal sedaj videti nemogoče. In podobno smo naredili na področju hašenja požarov. Slovenija do zdaj ni imela letal in lani smo jih krvavo potrebovali. Sedaj nam ne bo več treba čakati. Iz evropskih sredstev smo uspeli kupiti 4 letala. 2 bosta na razpolago že letos junija, zato da se ne ponovi zgodba iz lanskega leta na Krasu. Imeli bomo vso zračno podporo, ravno zaradi tega, ker je vlada učinkovito našla denar, zagotovila denar in bo pripeljala ta letala v Slovenijo, ker je pogodba podpisana z jasnimi roki. In enako kot pri letalih smo delovali tudi na področju gasilcev. Vsi smo hvaležni gasilcem, neizmerno za njihov trud. Ampak prvič smo jim bili dolžni, da jim zagotovimo boljšo tehniko in podporo iz zraka in smo naredili. In drugič, obljubili smo jim nagrado za njihov trud. In tudi temu se je marsikdo posmehoval. In še danes, žal, resnica ne pride do ljudi, ker so nekateri mediji ugrabljeni. Ampak dejstvo je, da so gasilci dobili 3,5 milijonov neposrednih nakazil. In jaz sem tudi hvaležen gospodu Ivu Boscarolu, ker se je pri tem pridružil, ne polovica teh sredstev njegovih. Tako kot je obljubil, tako je tudi izpolnil. In tako kot je vlada to obljubila, je tudi izpolnila. Ta denar je na računih društev prostovoljskih že od lanske jeseni. Ampak ta resnica včasih ne pride do ljudi zaradi tega, ker nekateri zavajajo in ustrahujejo ves čas. In potem, ko smo končno lahko
se drugi sredini januarja začeli delati v polni sestavi, smo povedali, da se bomo lotili reform. In ja, na prvem mestu in ključna reforma, ne samo za to vlado, ampak predvsem za ljudi, je reforma zdravstva. Ves čas smo govorili isto. Govorili smo, da bomo omogočili dostopnost zdravstva za vse. In to ne samo sedaj, ampak na dolgi rok. In v tem času se je ravno na tem področju naredilo ogromno, pa se mogoče tega spet ne vidi, ker resnica ne pride do ljudi. Odprte so bile ambulante za neopredeljene in posmehovanja temu je bilo kar nekaj. Ampak dejstvo je, da je več kot 10 tisoč ljudi samo v zadnjih par mesecih te ambulante obiskalo in s tem dobilo dostop do svojega osebnega zdravnika, ki ga sicer ne bi imelo. Odprli smo klicni center, na katerega se lahko ljudje obrnejo s čim? Z namenom, da pridejo do osebnega zdravnika. Več tisoč ljudi se je obrnilo in več tisoč ljudi je dobilo informacije, ki jih je potrebovalo. In zaradi tega je danes dostop do osebnega zdravnika bistveno boljši, kot je bil ob začetku tega mandata. Vmes je bil sprejet interventni zakon za skrajšanje čakalnih vrst. Tudi tukaj je bilo posmehovanja ogromno. Ampak kaj so dejstva? V času covida je cel zdravstveni sistem stal, ker ni bilo dostopa do osebnega zdravnika, ni bilo napotnic in seveda tudi ni bilo opravljenih ustreznih operacij. Seveda so se operacije nabirale in seveda so potem, ko smo uspešno zaključili tudi z epidemijo in epidemiološkimi ukrepi, so se naval na bolnice se je sprožil. Brez zakona o skrajševanju čakalnih vrst bi bilo vse skupaj bistveno huje. Zaradi tega, ker so ljudje 2 leti čakali na to, da bodo dobili napotnico in sploh se lahko uvrstili v čakalno vrsto zdravnikov. In ta zakon je pokazal še eno zelo zanimivo stvar. In prav je, da smo to videli. Pokazal je, da se je z istim dnem, ko je bil zakon sprejet, število zdravnikov iz javnega sektorja, ki so začeli delati pri zasebnikih, skočilo za 10%. Pred tistim jih je delalo tam 40%, po tistem jih dela tam 50%. Nekateri od vas se boste zgražali nad temi 50. Jaz bom pa rekel kapo dol. Tistim 50% čistih zdravnikov, ki delajo izključno za javno dobro. Kljub temu, da je bilo na mizi dosti denarja, je 50% zdravnikov se odločilo, da ne bodo podlegli skušnjavi in dela izključno v javnih inštitucijah. In to je tisto zdravo jedro, okoli katerega bomo gradili našo zdravstveno reformo, ker moramo nagraditi teh poštenih 50% zdravnikov, ne pa da se ukvarjamo s tistimi 10, ki so podlegli skušnjavi. Za njih obstajajo drugi ukrepi. In korupciji bomo rekli ne, ker smo jo že začeli razgaljevati. In ne dopustujemo ne na Mavriciju, ne na jahtah, sploh pa ne tistih, ki so v lasti dobaviteljev za sektor. In tam vam nobena referenčna cena nič ne koristi. Čisto na koncu, reforma, kje se začne? Začne se zakonodajo. 3 zakonski predlogi na področju zdravstva so zdaj v proceduri. 3, ne 1. Vsi 3 imajo en sam cilj. Zakon o digitalizaciji, zakon o ZZZS-ju in zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. En sam cilj. Da bojo ljudje končno vedeli, kje konča njihov denar v zdravstvu. Samo ta namen imajo. Hočemo zagotoviti popolno transparentnost. In seveda se borijo z vsemi silami proti temu. Vsi lobiji, kar jih je v Sloveniji, so proti temu, da se zagotovi transparentnost porabe denarja. Zato, ker gre za skoraj 5 milijard denarja, o katerem govorimo, ki se danes porablja popolnoma netransparentno. In zakaj smo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Kaj je bil ključni razlog? To, da smo rekli ne zavarovalnicam. Ker so te iste zavarovalnice z dobički iz časa covida kaj počele? Kupovale zasebne klinike. A je res namen dopolnilnega zavarovanja, ki ga plačujejo ljudje, to,
da zavarovalnice kupujejo zasebne klinike in s tem razgrajujejo javni sistem. Ne. In zato smo šli v ta korak. In to je edini razlog. In naj to ostane v spominu, tako kot je ostal mogoče nastop Janeza Janše, ki se je ukvarjal s civilno družbo, da se mi raje ukvarjamo s tem, kako bomo poskrbeli za ljudi. In ne zato, da bi se bogatili posamezniki, ampak da bojo navadni ljudje imeli dostop do javnih dobrin in predvsem javnega zdravstva. In verjamem, da nas bodo ljudje potem tudi sodili.